Vabim vas, da si na TV Ljubljana ogledate oddajo o demenci z Vlasto Nussdorfer in z mano. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes imam posebno gostjo. Zakaj je tako posebna? Tudi zato, ker je zelo koristna. Vsak dan se namreč srečujemo z vprašanji, ali imam kakšen znak demence, ali se to dogaja komu okoli mene, kaj narediti. Z menoj je Štefanja Zlobec, predsednica Spominčice. Zagotovo ste že slišali za Spominčico. Društvo, ki pomaga obolelim za demenco in Alzheimerjem, vendar o razlikah med Alzheimerjem in demenco bova spregovorili z gostjo. Lepo pozdravljena. Midve se že dolgo poznava, zato se bova kar tikali, da ne bo napak. Morda bi za začetek vprašala, kako je nastalo društvo Spominčica? Društvo Spominčica je ustanovil dr. Aleš Kogoj, ki je delal na psihiatrični kliniki in nastala je 1997. leta. Takrat je bil dr. Kogoj pravzaprav edini, ki se je ukvarjal z demenco in je že kot mlad zdravnik ugotovil, da poleg bolnika z demenco imajo velike težave in probleme svojci. In je zato že začel on organizirati izobraževanja in srečanja za svojce, ker za svojce je zelo pomembno, da dobijo čim več informacij o tej bolezni, o poteku bolezni, da so pripravljeni in da lažje to bolezen sprejmejo in da s tem znanjem tudi bolj lažje poskrbijo za bolnika. Bolezen namreč tudi traja zelo dolgo, 10, 15, pa tudi 20 let in zato je zelo pomembno, da imajo svojci čim več znanja o poteku bolezni, da se lažje znajdejo. Tukaj sem gostila že profesor dr. Pirtoška, tako da bi našim gledalkam in gledalcem priporočala, da si ogledajo tudi za nazaj to oddajo. Je v arhivu oddaj Ljubljana TV, je zelo pomembna. Danes bova pač govorili, nadgradili vse to, kar je profesor Pirtošek povedal. In sicer se bova res posvetili društvu, kje deluje, kam se lahko svojci obrnejo, morda prvi znaki demence, na kaj moraš biti pozoren. Danes ni več smeha ob tem, ko rečeš, to je emšo. Danes, ko si malo v letih, takoj pomisliš, da ni kaj drugega. Ja, demenca je še ena bolezen, oziroma demence se zelo drži stigma. Zato tudi ljudje pridejo k zdravniku ponavadi že v razviti fazi bolezni in poudarek priporočilo Svetovne Alzheimer in Evropske Alzheimer organizacije, katere članica je tudi Spominčica, je še zmeraj ozaveščanje in zmanjševanje stigme, kajti te bolezni se stigma drži. Včasih se do konca prejšnjega stoletja se o demenci sploh ni govorilo, čeprav je demenca vedno bila prisotna na tem svetu in te bolnike so skrivali in svojci so se z njimi ukvarjali, kakor so vedeli in znali sami. No, zato mi poudarjamo pri Spominčici, kako pomembno je prepoznati prve znake, ker je v začetku bolezen res zelo težko se je prepozna. Kateri pa so, recimo? Prvi znaki, najbolj tak tipičen znak, na katerega vsi pomislimo, ampak ni seveda edini, je seveda spomin. Težave pri spominu. Ampak demenca ni samo spomin, ampak je mnogo, mnogo več. No, pri spominu moram poudariti, je pomembno, da se ve kratkoročni, dolgoročni spomin in to je tudi še en dodaten faktor, da zameša situacijo, da v družini bolezni ne prepoznajo, ker se bolnik oziroma rečemo oseba z demenco se spomni vseh dogodkov za nazaj, za 10 let, 15 let, kako je bilo v vojski ali kaj je vse bilo, ko je bil mlad, kaj je pa jedel včeraj za večerjo ali pa kje je bil včeraj, to pa nič ne ve. Tako da to je treba biti na to pozoren. Imajo zelo kmalu težave z govorom, ne najdejo
izraza, daj mi tisto, da pomešam kavo, ali pa, ko govorijo, se sredi stavka prekine, ker misel, mu zmanjka misli oziroma ni kontakta iz enega konca možganov na drugi. Organizacijske sposobnosti, vedenjske, karakterno se spremenijo. Tudi nasilje je možno, ne? Tudi, no, tukaj bi poudarila, da je bolnik do bolnika drugačen, da ti znaki so pri enem, eni se prej začnejo, drugi pozneje, spremenijo se vedenjsko, karakterno, obnašajo se drugače, čustveno so tudi različni izpadi, no, in glede agresivnosti, eni postanejo tudi agresivni, ne pa vsi, no. Tako da so res zelo, zelo različni, ponavljajo ena in ista vprašanja, da svojci potem seveda že pri 100. vprašanju, če tudi, da rečem, znoriš, ne. No, skratka, krajevno so zgubljeni, to je tudi tipično, da vemo, da so 500 metrov pred hišo, pa ne vejo, kje so. Tukaj bi ob tem opozorila tudi probleme z vožnjo z avtomobilom, na kar niti ne pomisliš. Kako reagirati, kdaj recimo ob vozniško? Vemo, da jih veliko z demenco še kar vozi. Ja, to je zato, ker se ne prepozna v začetku. Za njih je tipično, da pri njih stvari ne samo, da oni kaj pozabijo, ampak da pravzaprav vsa znanja, ki so se jih naučili od otroka navzgor, začnejo iz glave izginjati. In zaradi vseh teh težav, ki sem jih tako na hitro naštela, se ti ljudje ponavadi začnejo zapirati vase in s tem tudi pripeljejo družino v socialno izolacijo. Ne znajo uporabljati ne samo avtomobila, tudi telefona, računalnika, kolesa, marsikaj skratka več ne. Ženske ponavadi tudi mase za palačinke več ne znajo narediti. Tako zelo nenavadne situacije pridejo. No, in zato je prav, da te prve znake vsi nekako pomislimo, vemo in da takega človeka peljemo čim prej k zdravniku. Torej, k osebnemu najprej zdravniku. Ja, tukaj je še en problem, ki nam svojci pogosto potem po telefonu, ko kličejo po pomoč in podporo, povejo, da tak človek, potem ko opaziš, da so težave vedno večje, ne, k zdravniku grejo, ko so težave že precej velike in ti bolniki nočejo k zdravniku, ne. To je še tukaj en dodaten problem, da noče k zdravniku. In če noče k zdravniku, mu res težko pomagaš. Klinična pot je, da se gre najprej k družinskemu zdravniku, ko sploh prepoznaš bolezen, no in družinski zdravnik potem pač preveri, a gre za demenco ali gre morda za kakšno ozdravljivo bolezen. Tako da se splača iti k zdravniku čim prej v vsakem primeru. Kaj pa razlika Alzheimer, demenca? To je pravzaprav, ne gre za razliko, ampak strokovno se reče vse bolezni povezane s težavami s spominom in možgani so demenca, govorimo o demenci. Najbolj tipična demenca je tiste, ki je največ, to je Alzheimerjevega tipa demence, jo je približno 2/3. Zato mešamo pogosto te izraze Alzheimer, demenca. Ja, rečeš, ima Alzheimerja, potem pa dodaš demenco. Je samo en tip demence, ker demenc je več kot 200 vrst. Zato imamo tudi mi v imenu Alzheimer, spominčica Alzheimer Slovenija, ker je potem bolj prepoznavno. Zdaj so tudi prijazne točke, a ne, jih je že veliko, vem, da sva takrat zelo aktivno sodelovali, ko sem bila varuhinja in takrat sva odprli prvo. Ja, tako. No, in ker je demenca velik problem, tiha epidemija današnjega časa, bolnikov je vedno več po celem svetu in glavna naloga spominčice že od začetka pa je bila pomoč in podpora svojcem in spominčica ima že od dr. Kogoja veliko raznih aktivnosti. Mi smo jih še nadgradili in ena od takih novitet so demenci prijazne točke. Kaj so te točke, da ljudem poveva, ki jih najdejo vse in kaj predstavljajo? No, prva je bila res odprta, ko je bila Vlasta, ko si bila ti varuhinja človekovih pravic leta 2017. To se zelo dobro spomnim. Sredi poletja, ko je najbolj čas, ko ni novic in novosti, no in to je bilo na televiziji in od takrat naprej se je vsul val interesa za odpiranje teh točk iz cele Slovenije, iz najrazličnejših organizacij. Tako da zdaj se približujemo številki 500.
Pridružili so se takoj, zdravniška zbornica se je takoj za tvojim uradom pridružila, kar je pomembno, da je stroka zraven, ne. Tudi doktor Pirtošek, z njim sodelujeva že od leta 2009, tako da je tudi on predsednik strokovnega odbora Spominčice. No in demenci prijazne točke so skoraj vsi domovi po Sloveniji, knjižnice, lekarne, zdravstveni domovi, ministrstva, muzeji, banke, trgovine, Lidl, so vse trgovine. Skratka, neverjetna paleta najrazličnejših organizacij, ki se pridružuje, in tukaj moram pohvaliti slovensko družbo, da je tako veliko interesa, da pomagajo osebam z demenco. Tukaj bova zdaj začasno zaključili pogovor in nadaljevali po kratkem odmoru. Drage gledalke in cenjeni gledalci, še vedno je moja gostja, gospa Štefanja Zlobec, predsednica Spominčice. Nazadnje sva govorili o prijaznih točkah za demenco, ki jih je že preko 500, pa bi tu nadaljevali. Torej, kakšen je namen teh točk? Namen teh točk je povečati ozaveščenost o demenci, zmanjšati stigmo, da pridejo ljudje, ki kažejo take znake, čim prej do zdravnika. Namen pa je, da preden odpremo točko, imamo vedno izobraževanje za vsako organizacijo, tako da dobijo zaposleni v katerikoli organizaciji osnovno znanje o demenci, prepoznavati prve znake in kako komunicirati za osebo z demenco. Tako da, kot je otvoritev, nalepimo naš logo, 3 spominčice na vhodna vrata, tako da vsi, ki grejo mimo, lahko vejo, da je v tej stavbi, se lahko o demenci govori, spregovori in dobijo tudi kakšno informacijo. V rokah imaš časopis, izhaja kolikokrat? Ja, ta revija Spominčica je že doktor Kogoj začel z njo, takrat je izhajala v 2000 primerih, zdaj jo izdajamo 3-krat na leto, 28 000 izvodov in jo delimo na vseh točkah in vsem našim članom. V njej so zanimive informacije in kot človek pride, oziroma za svojce je pomembno najprej prepoznati znake, potem je pa prav, da vsi vemo tudi, kako s takim človekom komunicirati. Mogoče bi mu to predstavili. Tukaj je tudi na naši zadnji strani najbolj pomemben recept, ki bistveno pomaga in svojcem in vsem nam, ki je prav, da vemo, s temi osebami je treba biti prijazen in potrpežljiv. Približati se moramo mi njim, ker oni se nam zaradi bolezni več ne morejo. Zelo dobro razumejo govorico telesa. Skratka, poleg prijaznosti moramo tudi vedeti, da neprijetne teme preusmerimo in skratka, smo z njimi čim bolj prijazni. Oni sprašujejo vedno eno in isto, tako da znervirajo družinske člane. Ko pa enkrat poznaš te osnovne komunikacijske oziroma veščine, je potem mnogo lažje. In s temi informacijami si res olajšaš življenje. Tudi svojci rečejo, 3-4 leta smo z mamo se prepirali, ji hoteli vse najboljše in delali v resnici vse narobe. Skratka, s tem človekom se ne smeš prepirati, moraš neprijetne pogovore preusmeriti in to je recept, ki najbolj pomaga. Pa so dejavniki tveganja, tudi ti so predstavljeni v reviji. Pri demenci je pa pomembno, ker veliko let ni prišlo na tržišče nobeno novo zdravilo. Je cela svetovna stroka priporoča, zdaj vemo, kateri so dejavniki tveganja in govorimo o preventivi, da se bolezni izognemo. V naši spominčici so tudi ti dejavniki tveganja. Seveda je eden od osamljenost je taka, diabetes, depresija, naglušnost, slab zrak, športi, kot so nogomet, boks, udarci v glavo. Skratka, to so tveganja in seveda učenje, vseživljenjske učenje. To so dejavniki, na katere lahko vplivamo in zamaknemo demenco kar za nekaj let.
Tako da je treba biti na to pozoren in seveda zdrava prehrana, sprehajanje, to so stvari, na katere je prav, da smo pozorni in da jim posvetimo več pozornosti in da na tak način demenco zamaknemo. Zdaj več demence tudi zato, ker se prebivalstvo stara, včasih so prej umrli, ampak ni pa rečeno, da zbolijo samo starejši. No, največji dejavnik tveganja za nastanek demence je seveda starost, pa tudi ženske. Ženske na žalost zbolimo skoraj dvakrat več kot moški. Zakaj pa to recimo? Ja, to znanost še ni čisto ugotovila, verjetno zaradi menopavze, hormonskih in tovrstnih stvareh. In tudi ženske smo najbolj pogosto tudi skrbnice za osebe z demenco, tako da tukaj govorimo, da je to, ženske smo pri tem dvakrat pravzaprav prizadete. Povsod. A bo tale dolgotrajna oskrba mogočna tudi za te ljudi? No, tukaj lahko rečem, da smo v zadnjih letih naredili veliko premika o ozaveščanju, več se govori in prav je, da se o demenci govori, da se ne skriva. No, najmanj smo pa naredili, na žalost moram povedati, na pomoči doma. Svojci in vsa družba lahko dobi veliko informacij, da prepoznamo demenco, ampak svojci nas največ kličejo, ker 90% bolnikov z demenco živi doma. To so nevarni ljudje tudi lahko. Ja. Elektrika ali pa da se odidejo pa tavajo. No, in ena od tipičnih problemov pri tej bolezni je tudi, da takega bolnika kmalu, ko se pojavijo prvi znaki, ki se težko prepoznajo, da ga ne moreš pustiti niti 5 minut samega doma. Ker pri drugih boleznih hudih greš lahko vsaj v trgovino ali k zdravniku, pri teh bolnikih pa ga ne moreš pustiti doma, ker ne veš, kaj bo on ta čas naredil. Ali bo pustil štedilnik prižgan, ali bo pustil vodo, da bo tekla po celem stanovanju, ali se bo usedel v avto in odpeljal neznano kam. Skratka, to so tisti problemi, ki naredijo svojcem življenje še bolj težko, po noči ne spijo, skratka, različno se začnejo obnašati, ne prepoznajo svojcev, to bolj v napredovalni fazi bolezni. In to je, kar najbolj pogosto slišimo od svojcev, kar jih najbolj prizadene, to, da se človek spreminja. No, in drugačen je, drugače obnaša, drugače govori, in to je tisto, kar težko sprejmejo. In še to, da nikoli ne veš, kaj bo naredil in kam bo odšel. V domovih je pa tudi premalo prostora, to so posebni varovalni oddelki pod nadzorom. V domovih je sploh premalo prostora, seveda človek z demenco gre v dom, potem ko bolezen že tako napreduje in doma svojci tega ne obvladajo, je seveda teh varovanih oddelkov absolutno premalo, ampak ker smo sprejeli zakon o dolgotrajni, mi tukaj sodelujemo čim bolj z odločevalci, da bi čim bolj poskrbeli za bolnike z demenco doma in da bi dobili svojci čim več pomoči in podpore. Ker je to najtežje za svojce. Priporočilo Alzheimer Evropske organizacije naj ostanejo doma, ampak to je tako naporno, da svojci brez podpore, organizirane podpore težko zdržijo. Torej velja, da gredo po to oceno dolgotrajne oskrbe, da je pripravljen nekdo kasneje, da gre lahko v dom? Ali pomoč na domu? Ja, to je postopek, ampak tudi mi tukaj vedno poudarjamo, kaj je pri osebah z demenco pomembno, je, da tisti, ki se z njimi ukvarjajo, imajo ena osnovna znanja, kako z njimi komunicirati, kako se obnašati, ker če tega ne veš, potem delaš stvari tudi dobronamerno ravno narobe. Rekla si, da imate ogromno klicev, da skozi ste na terenu. Kaj se recimo te dni dogaja? Ja, spominčica ima pisarno, ki je premajhna, seveda imamo ogromno klicev, naš telefon deluje od 9 do 5 popoldne, imamo veliko različnih... Številka telefona je kakšna posebna? 059, morda tudi jaz pozabim. Ja, ker ne kličeš. 555, to še preverimo. Skratka, klici, če ne dobite takoj odgovore, je to zato, ker so pogovori dolgi. Pri svojcih je še en problem, da rabijo dolgo časa, da sploh spregovorijo o teh stiskah, v katerih se znajdejo. In so pogosto pogovori dolgi. Imamo tudi individualne pogovore, da se lahko pride k nam v pisarno, sodelujemo ves čas stroko, tudi profesor Pirtošek ima tu pa tam ob sobotah posvetovalnico za svojce. Na sedežu?
Ja, tukaj? ja, v naši pisarni imamo tudi osebno svetovanje, sem že povedala, Alzheimer kafeje, danes Kaj so popoldan Alzheimer kafeji, gremo v recimo? Kranjsko Goro, prejšnji teden smo bili v Trbovljah. Alzheimer kafeji so ena oblika druženja namenjena svojcem. To smo povzeli po Nizozemcih, ki so prvi začeli s takimi kafeji. To je bilo tudi namen, da se gre iz psihiatričnih klinik v druge oblike, v knjižnice, kavarne, da se spregovori o demenci. Povabljeni so svojci in ostali, ki jih to zanima. Vedno je tam eden od strokovnjakov in prostovoljcev spominčice, da o demenci govorimo v bolj sproščeni obliki, ker kot sem omenila, svojci rabijo dolgo časa, preden o tem upajo sploh spregovoriti. Verjamem. Zato je pomembno, da so taki kraji v kavarni, posod, v knjižnicah. V knjižnicah, skoraj vse knjižnice po Sloveniji imajo demenci, te Alzheimer kafeje, in veliko je knjig o demenci, veliko je filmov, tako da na tak način skušamo podpreti svojce in ne samo svojce, tudi vso družbo, da vsi prepoznamo demenco. In da ko opazimo, koga, ki malo tava in je izgubljen in ne ve, kam bi šel in nima osebne izkaznice pri sebi, da mu pomagamo, da pomislimo, da je pravzaprav človek v stiski in bolan in da mu pomagamo. To je namen. Čas tako teče, da sva zaključili tudi drugi del. Vabim vas v tretji del, ki bo po odmoru. Ponovno lepo pozdravljeni, poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci. Smo v zelo zanimivem pogovoru o demenci. Moja gostja je še vedno predsednica spominčice, gospa Štefanja Zlobec. Govorili smo že o vseh znakih, o tveganjih, o tem, kako ravnati v družini in izven nje, nazadnje o Alzheimer kafejih po Sloveniji. Sedaj v tretjem delu pa bi spregovorili morda o mednarodni dejavnosti, o kongresih in čisto na koncu ostanite z nami o rešitvah, o zdravilu. Ja, spominčica je članica svetovne in evropske Alzheimer organizacije. Pomembno, da smo člani tudi teh organizacij, ker si med sabo veliko pomagamo, izmenjujemo izkušnje in tudi politična podpora je pri tem, ker nisem povedala, jaz sem začela pravzaprav delati pri spominčici, ker je moj mož zbolel za Alzheimerjevo boleznijo pri 50 letih in takrat so zdravniki, strokovnjaki za demenco rekli, da potrebujemo strategijo in smo začeli delati na strategiji. No in tudi profesor Pirtošek je bil že takrat in tukaj lahko se pohvalno izrazim, da ima Slovenija strategijo, ki je bila za demenco prva sprejeta 2016, smo bili eni od prvih v Evropi in druga je bila potrjena strani vlade 2023. To je pomemben dokument in zaveza države, da bo kaj več na tem področju naredila in zato nas tudi spodbuja Svetovna zdravstvena organizacija. No, moram tudi omeniti, da smo imeli veliko evropsko konferenco 2015. leta, tako da smo imeli kar malo sreče, da je bila ta konferenca v Ljubljani in takrat se je pravzaprav odprlo okno za demenco v Sloveniji. Od takrat naprej se o demenci take konference pripomorejo, da se kaj premakne in govori. No, letos bomo imeli, se pravi v kratkem 15. maja bo mednarodna konferenca v Cankarjevem domu, tako da te konference so absolutno pomembne, kjer se sreča stroka, uporabniki, bolniki, politiki in vsa javnost, da se o demenci več govori in da se tudi na teh konferencah govori o najnovejših odkritjih, ki se dogajajo. Kako je bilo v času covida? A je takrat morda bilo še več te izolacije in ljudje niso iskali pomoči? Čas covida je bil za demenco zelo hud čas, ne samo za ostale, za bolnike z demenco še posebej. Tudi je naredil veliko škode covid pravzaprav osebam z demenco in možganom.
No, in spominčica je v tistem času bila zelo aktivna, ker je komunikacija ni bila dovoljena oziroma nismo se mogli gibati, da izdali smo več kot 10 raznih letakov, kako se obnašati, kako preživeti doma z bolnikom z demenco, ker je bilo za svojce zelo, zelo težko, ker bolniki z demenco niso razumeli ničesar. Takrat je bilo tudi v trgovinah prepovedano hoditi za starejše takrat se je tudi ugotovilo, da je bolnikov z demenco v začetni fazi bistveno več, kot sploh mislimo, ker ti v začetni fazi, ko noben pravzaprav sploh ne ve že, da so bolni, so se okrog sprehajali, niso razumeli, da je treba si roke razkužiti, da je treba imeti maske in take stvari. Je bilo pa nekaj koristno v času covida, da smo začeli, ker nismo smeli več organizirati, ni bilo dovoljeno Alzheimer kafejev, delavnic, srečanj, smo pa začeli Zoomom in od takrat naprej so razne delavnice in izobraževanja preko Zooma bistveno bolj obiskana kot v živo, ker ti bolnika z demenco ne moreš samega pustiti pa iti nekam na izobraževanje. Zdaj se ljudi svojcev bistveno več odziva preko Zooma. Seveda je lepše in boljše in bolj koristno, če prideš v živo in se pogovarjaš z zdravnikom in z nami, ampak kdor ne more, je pa boljše, da se vključi na Zoom. Ker imamo vsako leto od časa dr. Kogoja izobraževanje za svojce pod imenom Ne pozabi me, ravno zdaj teče tak cikel izobraževanja. In se preko Zooma, v naši pisarni je bilo 20 ljudi v živo, preko Zooma pa je bilo več kot 100 ljudi prijavljenih. Tako da je da je tudi nekaj od covida ostalo koristnega. No, sej tudi naš festival za tretje življenjsko obdobje vsako leto organizira okrogle mize, tudi letos, konec septembra, 1. dan oktobra, ko slavimo Evropski dan starejših, bomo povabili vas, da pridete in ponovno osveščate v Cankarjevem domu. Ja, vedno, vsako leto smo tam in veliko ljudi pride, ker imajo ljudje veliko težav in problemov in stisk, ker je bolnikov z demenco v Sloveniji vsaj 50 000, z vsakim bolnikom z demenco se pa ukvarjajo vsaj 3 ljudje. Tako da je v Sloveniji že 150 000 ljudi, ki je direktno prizadetih. To je kar velika številka. In število bolnikov narašča in z informacijami, in da govorimo na glas o tem ljudem bistveno pomagamo. Ker se bližava, le še 4 minute so ostale, dobro rečem, za konec. Je kaj upanja za bolnike, do bodočnosti zdravila imamo že kaj? Ja, po 25 letih se je končno zgodil premik, tako da je bilo v Ameriki Agencija za zdravila odobrila novo zdravilo, zdaj je to že več kot 2 leti, je pa lansko leto Agencija za zdravila v Bruslu, evropska, po malo zapletih in težavah, tudi odobrila novo zdravilo in to zdravilo se zelo trudimo, spominčica in stroka in politiki, da bo prišlo tudi v Slovenijo. Od 27 članic Evropske unije je to zdravilo v uporabi že v Avstriji in Nemčiji, samo, to so naši sosedi, tako da se zelo trudimo, da bi tudi to zdravilo čim prej prišlo v Slovenijo. To zdravilo je veliko upanje za vse bolnike z demenco, ki so že zboleli, in za tiste, ki bodo zboleli, ker je končno eno zdravilo, ki to bolezen tudi po malem zdravi. Pa upočasni najbrž hitrejši napredek. Ja, prva zdravila za demenco so prišla na tržišče konec prejšnjega stoletja, kajti prej se z demenco sploh niso ukvarjali, so te bolnike kar zanemarili in tista zdravila so v uporabi še vedno. Tisto so bila zdravila, ki so upočasnjevala bolezen, to je pa zdaj premik, je to zdravilo, ki tudi delno zdravi to bolezen in je veliko upanje za cel svet. Torej je potrebno poiskati pomoč, oglasiti se pri osebnem zdravniku, lahko na spominčici in potem nekako steče ta proces. Ja, to je cel protokol, ki ga dobro vejo na nevrološki kliniki in to zdravilo lecanemab se mu reče, pomaga bolnikom v začetni fazi samo Alzheimerjeve bolezni.
ne ostalih demenc. Aha, to se pravi samo zato, ki je največ, Ja, ne? zato. In zato je tudi pomembno o demenci govoriti, da ljudje opazijo prve znake in da gre človek čim prej, ker zdaj je za te, ki so v zelo zgodnji fazi, tudi veliko upanje, da začnejo s tem zdravilom. Torej, ljudje lahko tudi v zdravstvenih domovih povsod poiščejo vašo revijo Spominčica? Naša revija se dobi na vseh demenci prijaznih točkah in vsi člani in na vseh raznih aktivnostih in dejavnostih, ki jih organiziramo, so te revije dostopne. Moram reči, da je revija precej popularna in smo tudi edini v Evropi od Alzheimer organizacij, ki imamo tako revijo. Čestitke. Ker je čisto drugače in to ljudje imajo, vsi imamo to radi, da primeš, prebereš. Odložiš, pa spet vzameš. Tudi, da jo prebere več članov družine ali pa v zdravstvenih domovih in domovih za starejše je dostopna vsem. Ker je veliko informacij, tudi so vse, Spominčica je razširjena po celi Sloveniji, tako da so tudi naše podružnice, ki imajo to revijo, in tako da na ta način ljudje pridejo do informacij, da se okorajžijo in da grejo po pomoč, če opazijo, da doma je kaj narobe. Pomembno je pa tudi, da vsi mi poznamo te znake, da če opazimo, da nekdo, ker bolnikov z demenco je tudi vedno več takih, ki so mlajših od 60 let in so morda v službi, da ko se človek spremeni in ne zmore več svojega dela, da pomislimo, da je morda bolan in da mu pomagamo. Štefanja, hvala za gostovanje. Iztekajo se pravzaprav zadnje sekunde oddaje. Povabiva vse, da si jo še enkrat morda ogledajo, poiščejo pomoč, ne obupajo in upajo tudi na zdravilo, ki bo pomagalo ljudem. Torej, hvala še enkrat in čestitke za vse delo. Hvala tudi vam. Informacije na Spominčici na spletni strani več. Hvala.